Spoštovane gospe in gospodje, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gospod predsednik Republike, spoštovani sonagrajenci, spoštovana gospa predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, ekscelence, visoki gostje, dragi prijatelji. Gospod predsednik, počaščen sem zaradi visokega priznanja, s katerim ste me odlikovali. Upam si trditi, da je to potrditev ne le mojih prizadevanj, da bi svojim delom oplemenitil življenje v naši državi, ampak priznanje naši popolni različnosti, pa tudi želji, da bi svojim delovanjem prispevali skupnosti, v kateri živimo. Rojen sem bil in otroštvo sem preživel na Koroškem, sredi 60. let v družini matere administratorke in očeta gozdarskega tehnika. Bil sem priča preoblikovanju našega kraja iz majhnega, vaškega, v kultivirano okolje, ki je živelo od dela v industriji, gozdarstvu in kmetijstvu. Mladi smo se ukvarjali s športnimi in kulturnimi dejavnostmi in tako je nastala moja ljubezen do gledališča. Kot Titov štipendist sem se vpisal na študij prava v Mariboru, čeprav mi je nekaj globoko v meni govorilo, da je moje poslanstvo umetnost. Zato sem se vpisal na študij igre v Ljubljani, diplomiral in potem igral v vseh ljubljanskih in številnih slovenskih gledališčih na televiziji, radiju in filmu. Nisem pa bil zadovoljen samo s poustvarjalno platjo svojega poklica. Hotel sem nekaj novega, za kar so me navdihnila gledališča, ki sem jih obiskoval po svetu, zlasti v Parizu in New Yorku. Ta velika mesta so imela majhna gledališča, ki so bila središče umetniškega in družabnega življenja. Najprej sem pred 23 leti s pomočjo prijateljev očistil in zagnal oder mini teatra na Ljubljanskem gradu. Nato pa z lastnimi sredstvi in s pomočjo norveškega finančnega mehanizma na mesto nekdanje meščanske hiše, ki nam jo je v brezplačen najem oddalo mesto Ljubljana, zgradil gledališče. Ure in ure bi vam lahko govoril o tem, kako smo čez noč postali gradbeniki, kako smo dokončali hišo in kako smo z našimi predstavami prepotovali vso Slovenijo in vse slovenske kulturne domove v zamejstvu in v tujini, pa na to vso regijo, Evropo in ves svet. Predstave mini teatra smo uprizorili na vseh celinah, z izjemo Antarktike. Igrali smo v New Yorku, Havani, Seulu, Abidžanu, Teheranu, Jeruzalemu, Lahoreju, Karakasu, Šanghaju, Kairu. Za umetniško delo smo prejeli vse najpomembnejše domače nagrade, vključno s 3 Borštnikovimi velikimi nagradami za najboljšo predstavo in vrsto nagrad na festivalih v tujini. Posebno pozornost pa smo vselej namenjali vzgoji otroškega občinstva, saj smo mu vse skozi ponujali vrhunske predstave, ki so jih na oder postavili izvrstni domači in tuji ustvarjalci. Skozi mini teater so šle generacije otrok in naši nekdanji otroški gledalci danes k nam vodijo svoje otroke.
Del življenja pa sem posvetil tudi raziskovanju svojih judovskih korenin. Kot se, kakor je videti, dogaja večini, sem klic preteklosti začutil v zrelih letih. V Sloveniji velja splošno prepričanje, da se je holokavst dogajal nekje drugje, ne pri nas. Skupaj s strokovnjaki in entuziasti sem se podal na veliko avanturo raziskovanja zgodovine judovske skupnosti v 20. stoletju. V prostorih mini teatra sem tako postavil spominski center, nato pa ustanovil Judovski kulturni center, katerega namen je ohranjanje spomina na najstrašnejše dogodke zoper človeštvo na našem pragu. Prav zaradi tega sem se tudi lotil postavljanja spotikovcev. Hvala vam, gospod predsednik, da ste tudi vi osebno podprli ta projekt in postali častni pokrovitelj te akcije. Hvala županom Ljubljane, Lendave in Murske Sobote, ki so prisluhnili moji prošnji ter finančno in organizacijsko podprli projekt. In hvala sinagogi Maribor in zgodovinarju Borisu Hajdinjaku, ki je skupaj s sodelavci začel intenzivno raziskovati slovenske žrtve holokavsta in tako omogočil postavljanje spotikovcev v njihov spomin. Upam, da nam bo letos uspelo pridobiti naklonjenost in finančno podporo novomeškega župana, da bomo lahko postavili spominsko ploščo za 77 dolenjskih Romov, umorjenih večinoma v Auschwitzu. Spominsko ploščo bomo letos postavili tudi v Ljubljani pred Cukrarno, kjer je bilo v prvih mesecih vojne, dokler jih italijanske okupacijske oblasti niso deportirale v Italijo, nastanjenih več kot 150 judovskih beguncev z nemškega zasedbenega slovenskega ozemlja in neodvisne države Hrvaške. Že 8 let zapored organiziramo festival Hiša strpnosti, katerega soustanovitelj je moj dragi prijatelj, zdaj že pokojni taboriščnik in dvakratni oskarjevec Branko Lustig. Da se ne bi nikdar prenehali učiti in da kot družba ne bi nikoli več dovolili takih mračnih in nečloveških dogodkov, kakršen je bil holokavst. Glavna tema programa je holokavst, pa tudi opozarjanje na različne vrste nestrpnosti, s čimer bi radi še enkrat znova in nedvoumno spomnili na to, kaj se zgodi, kadar strpnost ni imperativ razmišljanja in delovanja v družbi. V zgodovini nikakor niso bili diskriminirani samo Judje. Sovraštvo do marginaliziranih skupin je čutiti tudi danes, v družbi, ki se hvali s tem, da so njeni temelji demokratičnost in svoboščina. Sovraštva so deležne številne manjšine, kot so LGBTQ, romske ali druge narodnostne manjšine, begunci, politično drugače misleči in drugi. Zato javnost na to nenehno opozarjamo, saj je zavedanje o tem ključno za pozitivne spremembe družbe. V Ljubljani smo v lanskem letu ustanovili tudi novo liberalno judovsko skupnost Slovenije, ki bo po obnovi naše hiše na Križevniški 3 septembra dobila lepo sinagogo. V sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana pa trenutno pripravljamo prvo stalno razstavo o holokavstu v Sloveniji. Navedel sem nekaj malega podatka o naših dejavnostih, zdaj pa se vračam na svoj začetek, v svoj kraj, Pameče, Slovenj Gradec. To je moja vrba, kraj, iz katerega sem črpal energijo, da sem, upam, lahko delal pomembne družbene projekte. Prav tako upam, da bodo ti projekti za mlade v Sloveniji temelj, da jih bodo v prihodnosti lahko nadaljevali, oziroma da jim bodo v navdih, da se v življenju da doseči vse, ne glede na okolje, iz katerega prihajamo. Vsem, ki nam pri naših dejavnostih pomagate, prav vsakomur med vami najlepša hvala. Hvala vsem, ki ste me predlagali za to visoko priznanje. Zahvala mojim sodelavcem iz mini teatra in Judovskega kulturnega centra,
Posebej in najprej pa hvala mojemu življenjskemu in umetniškemu partnerju Ivici Buljanu, brez katerega bi bilo moje delo veliko manj uspešno, brez njegovega prispevka pa bi bili slovenska kultura in umetnost prikrajšani za preštevilna doživetja. Gospod predsednik, kot simboličnemu predstavniku našega naroda in države se vam zahvaljujem, da ste prepoznali moje delo in obljubljam, da bom, kolikor bo to le mogoče, še naprej nadaljeval svojo umetniško, politično in družbeno angažirano pot. Hvala. Hvala.